Lep pozdrav za novem vlogu. Če še niste, kliknite znakec naroči se in pa stisnite zvončka, da vam pozvoni izmeri, ko prije ven nov video. Danes smo se zjutraj lotili betonaže, se pravi tisto, kar nam je še ostalo, jasli in pa ena plata pred štalo še. Tako da smo tisto zrihtali, kar dosti na hitro. Zdaj smo se pa lotili že česanja žit. Teren je dosti suh, tako da mislim, da bi mogli iti v redu. Mogli bomo malo še poštelati, sicer se pravi samo trdoto oziroma napetost špic. Tako da to naredimo, pa mislim, da bomo kar hitro efektivni. Popoldne moramo zapeljati še 2 trosilca za ene stranke, ta male 2 za navrt. Potem pa se lotimo priprav za jutrišnje dognjevanje žit, če bo vse po planu, no. Ker zdaj treba res izkoristiti te suhe razmere, dok je še, se pravi, poden suh, da ne bomo imeli pol kakih težav, ker april je lahko nepredvidljiv, tako da, ja, idemo okej, idemo, akcija. Vidimo, da neki plevelo je že potegnilo stran, pa tudi rušo je mečken razrahljalo, kar bo dobro zato, da se bo gnojka boljš upila. Smo pa zdaj dali še malo bolj na hard, se pravi malo bolj pod kotom špice, da bo mogoče še malo boljši efekt. To si lahko privoščimo prav zaradi tega, ker je suho, tako da bomo zdaj probali še enkrat, višino bo postala ista, no. Tako da, probamo. Tako, evo ga, to je pa zdaj že malo bolj zadovoljivo. Vidimo, da kar lepo pobere stran plevelčke, tudi rušo malo razrahla, tako da to je zdaj malo bolj efektivno. Se pa lepo vidi, evo ga, suk. Tukaj pa na koncu je pa tudi, se vidi, kaj vse se potegne ven, evo ga, ne. Tako da res mislim, da bo to kar v redu. Efektivno. Tako, prva parcela bo počasi že zaključena, nečemo še zadnjih par arov, tako da v bistvu na teh 7 hektarjih, 7,30 približno, smo bili urco pa pol, se pravi zmogljivost je bila kar dobra in pa porabili smo 14 litrov nafte, tako da, ampak to je že s transportom na parcelo, tako da ja, kar učinkovito, hitro, pa niti ni tu stroškovno. Tako da res topno. Sploh pa tudi, ko je parcela velika, je res to še bolj poudarjeno. Tako da ja, no, jaz sem kar zadovoljen s tem prvim česanjem. In ja, v bistvu žito kar dobro uspeva. No, sicer tukaj, ko so res slabša tla, ko je bilo bolj mokro tudi v jeseni, je seveda slabše. Zgornji del je pa vseeno bolj gost in pa tudi že višji. Tako da bomo videli, kaj bo na koncu prineslo. Tukaj je pa zdaj čisto drugačna slika, tukaj so lažja tla, pa tudi boljša, tako da je tudi posevek veliko bolj gost, pa v bistvu tudi veliko višji že, pa več barve ima, tako da tukaj lahko pričakujemo kar dober pridelek.
Bomo pa videli vse skupaj, zdaj je treba itak seveda to še pognojiti enkrat. Tako da ja, no. Sem pa dobil zdaj en klic in prišel en stroj k nam nov, tako da ko mi čakam, da vam ga lahko pokažem. Ampak imamo pa tole še za narediti zdaj, no, tako da na 20 minut. Bolj pa, da vidite, no, dolgo smo ga že čakali, pa tudi ene par let, ker res hočemo imeti v naši ograji, ker mislimo, da bomo s tem lahko izboljšali marsikaj, tako da, ja. Evo, to smo pa kosili v prejšnjem vlogu in se vidi, da je v bistvu res lepo, čisto pokošeno. Tako da, v bistvu, ne glede na to, da je bilo veliko mase, je lepo kosilnica pokosila. Drugače pa ja, evo ga. Verjetno bojo danes silirali. Vlaga je še noter dost, je pa res, da je dost vetra pa sonce, tako da je zgori že kar suho. Top! Kot ste videli, smo včeraj dobili tole sejavnico, so nam jo končno dostavili. Wedrstadt Tempo 6-redna teleskopsko zloživa. Wedrstadt, znan po tem, da ima res izjemno dobre sejavnice kruzne in pa tudi ostale za setev v direktno setev ali pa setev mulč ali pa setev v minimalno obdelana tla. Tako da v bistvu smo si to dolgo želeli in zdaj jo končno imamo. Kaj bomo s tem pridobili? Pridobili bomo boljši vznik, kar smo imeli zadnja leta kar težave, bolj natančna setev in pa v bistvu tudi hitrej posijano, pa še zdaj bomo lahko sijali, kdaj bomo hoteli, ker imamo doma. Tako da, ja, pa mogoče bomo celo nehali vrtavkati za samo setev koruze in pa sončnic in pa soje, ki jo sejemo s to sejavnico. Tako da, ja, pričakujem, da bo res neka huda nadgradnja na naši kmetiji in pa tudi mislim, da bomo s tem lahko marsikaj pridobili, pa prehranili kakšne stroške. Tako da, ja. Drugače pa Wedrstadt, znan po tem, da imajo res vrhunske sejavnice, so prvi, kar se tiče tega, imajo tudi rekord za najbolj natančno setev in pa najhitrejšo setev, tako da so res neverjetni. Rečejo, da tudi okoli 20 na uro se lahko seje s tem. Mi bomo videli, koliko bo traktor zmogel, no. Da sem se prvo bal, da v bistvu niti ne bo nesel, ampak na koncu se je izkazalo, da
bo šlo tudi mogoče celo brez uteži. Zdaj s praznimi je komot nesel, sevnico ima tono 600, ampak s polnimi nasitnimi enotami bo pa verjetno na knap, ampak to bomo še videli v prihodnje. Drugače pa ja, no, zdaj pa ne pokažem vam v bistvu, kako sama sejalna enota zgleda. Takole, se pravi, spredi imamo odmične diske za maso, grude, da v bistvu tre lepo pot za potem sam sejalni disk. Tukaj sta dva diska, ob strani so ozka kolesa za se pravi nošenje same enote. Vzeli smo ožje dva, glih zaradi tega, ker v bistvu tale dva, ko odmikata, odmakneta glih prav za ozke okolo. Če je širše, mogoče kakšna gruda celo ostane in potem lahko se pravi enota zaplava. Tako da tole zadeva. Potem imamo tukaj, ko sta dva diska, je vmes cel, ko dol preleti, se pravi seme, naj bi šlo okoli 50-60 km/h v zemljo, tako da res dosežemo tisto natančnost. Pol, ko preleti to seme dol, imamo v zadnji, se pravi, tale gumijast disk, ko je lepo gibljiv, da v bistvu tole seme ustavi in pa da ga lepo pritisne ob brazdo, ki jo naredita ta dva diska. Tako da s tem dosežemo res tudi levo-desno natančnost in pa tudi medvrstno, v-vrstno. Potem pa imamo v zadnji še tele dve špičke, ponavadi so tukaj kaki podobni tem kotači, sicer manjše dimenzije, ampak mi smo se odločili za špice prav zaradi tega, ker v bistvu naj bi se dobro odnesli sploh v kakih malo bolj zahtevnih razmerah in naj bi res lepo razrahali zadnji del vrste. Ker tale disk naredi vse, v bistvu pritisne, je važno, da te lepo sam zagrnejo gor oziroma zasipajo. Tako da jaz mislim, da bo tole res dobro funkcioniralo. Tako da ja, zraven smo pa dobili še, se pravi, dvojne diske za koruzo še, potem so tukaj diski za sončnice z ozkim luknjicam in pa potem tukaj diski za, se pravi, sojo. Dvoredni zaradi tega, ker v bistvu gre veliko semen na hektar in s tem to normo tudi dosežemo. Tako, tukaj zdaj na hitrco, zapeli smo jo včer, probali, če dvigne, če zalaufa, drugače pa v naslednji teden pride Aleš Soršak, ki je seveda zastopnik za Vederštad Sloveniji, pa bo on v bistvu mi še bolj predstavil samo sejalnico in pa tudi platformo, ki je preko povezave Isobus v traktorju, da bomo še sekcije uredili, pa nasplošno, da mi predstavil vse skupaj. Tako da se že veselim tega, zaenkrat bo pa ostal kar za 5, bomo ga pa samo odmaknili, ker moramo prijeti pa do 7, gremo pa, se pravi, naprej neki danes prebranati, pa preripati, tako da skočimo v akcijo, nemamo preveč cajta tukaj zapravljati. Tako da ja, ful sem navdušen, pa res ko mi čakam, da jo vidim v akciji. Tako da ja, gremo. Najprej smo šli za uslugo narediti dvem strankim, ko sta imela za orane parcele, hotela pa sta, da mečkem poglobimo, ker jim zastaja tam voda, tako da smo tisti rešili. Zdajle imamo pa mi še ene 3 dokaj male parcele, ki jih imamo letos na novo in bomo gor posijali lucerno. Tako da tele bomo mečkem poglobili, ostale, katere bomo pa sijali črno jetlo, pa ne bomo dodatno poglabljali. Zakaj? Zaradi tega, ker lucerna res ima pač globoke korenine in da bojo lažje rastle in bomo dali malo zraka. Ampak globino delamo pa okoli 35, nič ne pretiravamo, ker v bistvu ni nobene potrebe. Tako da to, pol vmes bomo pa še en vrt šli zrihtati, oziroma tam, ko smo včeraj gnoj pelali, bomo še tudi poglobili, pa za zvrtavkati tam tudi. Tako da, ja, počas delamo male parcele, efektivnosti neke hude ni, ampak delamo, počas.
Ribanje je zaključeno, odpnemo, trpnemo vrtavkasto brano, nas že tam čaka. Gremo tisto malo oskonilco prevrtavkati, potem pa zapnemo okrožne brane, pa gremo obranati. Tako da bo še kar pestro danes. Nekaj napoveduje sicer dež, tukaj oblačno je že skozi, ampak jaz mislim, da ni panike. Zdaj sem se pa lotil po večernem fujtranju še, se pravi, naprej delanje s krožnim branam, ampak se je kar naenkrat usipal dež, tako da, kot kaže, se je začel kazati pravi april, začel je kar naenkrat pihati hladen veter in pa ulilo se je, tako da zdaj bomo pa videli. Če bo dolgo padel, bomo mogli nehati, če ne pa pičimo naprej še. Zadnja parcela za danes fertik, ura je 10:30, tako da smo še kar hitri. Vmes nas je tista plohica skoraj odgnala, ampak načeloma je bilo pol dosti suho, da smo lahko nadaljevali. Tako da ja, to je to za ta vlog. Bilo je fajn, marsikaj novega, sjavnica pa to. Drugače pa javno, produktivno. V naslednjih dneh nas pa čaka še več brananja in pa tudi setev. Tako da ja, se vidimo. Ajde, užite. Čau, čau!